Potek vsakdanjega življenja lahko v trenutku spremeni usodo. Prometna nesreča, skok v preplitvo vodo, bolezen, športna poškodba, povsem zdravega človeka lahko v trenutku spravijo na invalidski voziček. Na to nihče od nas ni imun. A treba se je zavedati, da življenje teče dalje in danes tudi invalidski voziček nikakor za nikogar ne bi smel pomeniti tabu oziroma sinonim za okrnjeno svobodo. Danes se nahajamo pred društvom paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Danes vam bomo torej pokazali, kaj pomeni železna volja. Pokazali pa vam bomo tudi uporabo specialnega vozila, ki invalidom omogoča nemoten prevoz po cestah. Mirko, dober dan. Mirko, če ste za, bi vas povabil, da s temlele kangujem prirejenim za vaše potrebe naredimo en krog in se zapeljemo nekaj kilometrov. Z veseljem, preizkusimo ga. Rečeno, storjeno. Odprli smo zadnja vrata in razkrili bistvo tega kanguja. Notranjost, ki je v celoti prilagojena udobnemu prevozu invalida na vozičku. V delavnici Renault Tech so odlično izkoristili prostorsko zasnovo vozila in namesto klasične zadnje klopi za voznikov in sovoznikov sedež namestili le še en samostojen sedež, ki vključuje tudi ISOFIX sidrišča za prevoz otroškega sedeža. Nemajhen preostanek prostora pa namenili invalidskemu vozičku in zložljivi vstopni klančini. Slednjo spremljevalec invalida sprosti z gumbom in ročno položi v iztegnjen položaj. Posebno pozornost so francoski inženirji namenili tudi vpetju invalidskega vozička, le-ta je s pomočjo raztegljivih pasov vpet v talna sidrišča zadaj, spredaj pa so na tleh nameščeni navojni pasovi, ki jih je mogoče zakleniti ali sprostiti z električnim stikalom, dosegljivim tudi potniku v vozičku. V prid večji varnosti je navkljub dejstvu, da invalid sedi v svojem vozičku in ne v avtomobilskem sedežu, na voljo tudi 3-točkovni varnostni pas. Pri tem velja omeniti tudi dejstvo, da je kangujeva prostorska prilagodljivost že v osnovi pisana na kožo takim predelavam. Kako se vam zdi praktična ta rešitev samega uvoza v invalidsko vozilo? Sem že rekel nekaj novega na slovenskem trgu, prvič preizkušeno, vsaj z moje strani. Moram reči, da je kar vozilo je prostorno, noter se je prišlo, zdaj bomo pa videli med samo vožnjo, če se to preveč ne gunca, sam potek vožnje, kako bo. Se vam zdi voziček v redu fiksiran? No, sistem je fiksen, bi rekel, ne diha, ne miga, tako da mislim, da na tak lažji trg bi bil kar pripravljen, tako da bi bilo v redu. Kar se tega tiče samega prevezovanja, je v redu. Se počutite varnega? Se počutim varnega, ja. To je avtomobil, ki je načeloma bolj primeren za voznika oziroma invalida, ne voznika, ne? Ja, jaz kot sam voznik, sicer rečem, roka tudi pove, ali pa bilo kaj pride narobe, pač odvisno od nekoga drugega, In glede na težo in konstrukcijo, marsikdo ima tudi probleme s sedenjem, je to zelo dobra zadeva. Pač te porinijo na vozičku noter, te fiksirajo, pripnejo in te odpeljejo. Kakšna se vam pa zdi ponudba tovrstnih vozil v Sloveniji? No, raste, ponudba raste. Več kot 30 let ste že na vozičku. Me zanima, kako ste včasih reševali problem prevozov? Ja, na začetku, ko sem jaz prvič videl, da je prijatelj k meni prišel in to s fičkam, da je sploh možno, da invalid vozi avto, to je bilo zame že takoj šok in ni se več spalo par noči potreba po avtomobilu, samo ker pač žal sem bil šele 14 let star, je trajalo, da sem nekje dopolnil do 18 leta, avto sem imel pa že prej, Tako da, ko sem bil 18 let star, sem takoj upravil vozniško in pol veselo na vožnje in moram reči, do zdaj še nisem zapisan niti v policijski kartoteki, niti nikjer. Je med invalidi tudi kakšen, ki rad pritisne na plin, malo bolj? Ja, tudi smo včasih, če se bolj modi je treba, ampak v glavnem se kar držimo cestno-prometni predpisi, ker to je le veliko teh največ cestnih nesreč in posledice pa invalidnosti, tako da se že vsak zaveda. V Renault Techu trenutno ponujajo že kar nekaj različnih tipov predelav na različnih modelih, kanguju, Trafiku, Masterju in Loganu MCV. Ob bok našemu testnemu kanguju pa smo tokrat postavili še nekoliko bolj sofisticirano različico, ki omogoča tudi regulacijo višine vozila zaradi lažjega vstopanja. Gospod Jože, dober dan. Dober dan, dober dan. Vaš kanguj je še malce bolj predelan kot naš testni primerek. Imate popolnoma avtomatizirano rampo z zračnim
z metenjem, ki se spusti. Kako je uporabljati tak avtomobil? Ja, takrat, ko smo šli v nakup, sem se odločil, čeprav za, ne vem, par tisoč evrov dražje, to vozilo, ker je lažje za uporabo. Kaj pa invalidu pomeni tak avto? Koliko je sedaj življenje, bom rekel, lažje? Veliko bolj ste verjetno mobilen? Prej so bili vrata zaprta, zdaj so se podprle. Nov voziček pa nikakor ne pomeni, da invalid tudi sam ne bi smel prijeti za volan. Večina naših tokratnih sogovornikov namreč vozi. So varni in verjetno tudi precej bolj odgovorni vozniki od nas, ki ne nosimo pečata usode. Imajo predelana vozila, ki jim omogočajo polno upravljanje avtomobila z rokami. Med njimi pa so celo konstruktorji teh predelav. Mirko, vam je Vinko predelal avto, kako ste zadovoljni z njegovim delom? Ja, super, ne, nimam kaj reči, ker pač človek, ki sam vozi s tem, ne, in tudi najbolj sam prilagodi temu in tako rekoč se ve. Ne. Vinko, kaj pa je najbolj pomembno pri pridelavi vozila primernega za paraplegika? Jaz sem bil 30 let zagovornik navadnega menjalnika. In zdaj šele, ko mi zdravje ne dovoljuje več, vozim avtomatika. Predvsem je važno, da je dovolj mehko, da se pravi, zavora gas mora biti absolutno prilagojena temu, ne, to se je z raznimi postopki, potem za tetre je bilo treba še mehkejše, za para ni bilo tako pomembno. Ne. Drugače pa seveda, vsak avto je pa drugačen. Ne. Če je avto v osnovi trd, bila trda sklopka, je bilo težko narediti potem mehko. Ne. So pa avtomobili, ki so pa, ko bi jih vozil s prstkom, ne. Ko ima vse tako mehko. Tako, ne. Različno, od avto do avto. Predelati se da praktično vsak avtomobil? Ja, vsak avto se da predelati. Samo običajno si potem že invalid išče sebi nekaj ustreznega, primernega. Ne. Čeprav največkrat je pa vprašanje denarne. Tovarniški poseg v delavnici Renault Teh običajnega kanguja podrži za zajetnih 5880 evrov, kar žal ni majhen znesek. Prav finančna plat je namreč tisti del zgodbe, ki invalidu na poti proti mobilnosti pobere največ volje. Prav slednja pa je v iznajdljivosti in prilagodljivosti glavna vrlina ljudi, ki smo jih obiskali tokrat. Predstavljajte si, kako ljudje tarnamo, če se nam zgodi nenadna okvara avtomobila in ta za nekaj dni obtiči na servisu. Povsem zdravemu človeku se takrat zazdi, kot da je odrezan od sveta. Kljub temu, da svojimi nogami zmore preko vseh robnikov, stopnic, pa še kolo lahko poganja. Si zamislite torej, koliko avtomobil pomeni paraplegikov? Preprosto še veliko več kot nam.